Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 173. epizoda Apparatusa, v kateri sem govoril z režiserko in montažerko Tino Novak, ki je pred kratkim posnela film Risk, ki sem ga jaz imel čast videti in že pobira nagrade in je sprejet na festivale, dejansko je full fine. Sicer pa montira tudi stvar in pa dela na RTV-ju kot režiserka in montažerka, tako da so se več ali manj pogovarjali, kako to početi. Snemati, montirati, vse živo, na eni točki tudi v Black Mirrorju. Preden začnemo, pa ful hvala vsem, ki podpirate Apparatus. To naredite tako, da greste na apparatus.si pošiljnica podpri. To res ful največ pomeni, koliko se le da, pa še malo zraven. Tako da, če imate šanso, podprite. Pa hvala vsem, ki delite ta podcast. Če poznate koga, ki mislite, da bi mu bil všeč, mu ga pošljite, če vam je seveda všeč. To je pa več ali manj to. Zdaj pa Tina. To je bil skoraj že dis, da sem jaz psihiater. Ni dis, zakaj? Ja, ne vem. Rabimo terapeute. Rabimo te, ok. Moje prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Moje ime je Tina Novak in sem režiserka, montažerka, scenaristka. To. Počnem vse to. Zdaj greva, na začetku va šla na genezo, ker se mi zdi, da pač to so te poklici, zakaj se človek sploh odloči to početi. Pa še ta najslabše vprašanje, možno bi ga vse rekel, ki je dodatek temu, no, zakaj se človek za to odloči v Sloveniji, se mi zdi, da je še neka ekstra komponenta, ali ne, ali se pa mogoče motam, ampak kaj te je peljalo v to smer, bi vprašali na TV-ju? Jaz imam to ful bizarno, zgodbo. To je boljška, da če ne bilo bizarno, ampak je. Ne, jaz sem šla najprej na sprejemce za akademijo, pač na to likovno, ALU za fotografijo in sem jih naredila, ampak imajo oni zelo čuden sistem sprejemanja, da če ima pač nekdo več točk od tebe, ne glede na to, da so vsi naredili sprejemce, sprejemajo več ljudi na drugi smeri, pa manj ljudi na neki tretji. In pol je tako ratalo, da so na moji smeri sprejeli manj ljudi in na drugi več in jaz sem padla ven. Ampak to je super, da sem padla ven, res, zato ker ne vem, kaj bi bilo z mano, če bi tam ostala. Pol sem šla pa na ekonomijo, ker grejo vsi na ekonomijo, ker ne vejo, kaj bi. Ja, ali pa na FDV, ja. Hvala, jaz sem FDV-la, ni panike, ampak ja. No in pol sem, sploh ne vem od kje, ampak čisto po nesreč, ne vem sploh, kdo mi je predlagal, da bi šla montažo na AGRFT-ju delati in jaz tako, ok, nimam pojma o montaži, ampak zakaj pa ne? Ja, tako, nič nisi prej? Ne, okay. Nula, jaz nisem nič delala prej, tako, naredila sem video maturantski, evo, to je bilo vse, kar sem naredila. Ok, to vprašal, ker pač je to Apparatus, v čem si ga pa naredila? V Movie Makerju, mislim, ne, res iskreno vprašala, se spomniš? Ne vem, kaj je ta, Sony Vegas. Vegas, no dor, to je že proper app, ne? Ampak to je uno, ko pogooglaš editing tools in pač je prvi, ki pade ven. Ja, takrat se hotel reči, takrat je bil Vegas, po mojem, še čisto leži. Ja, ok, fair enough. Grozen zdaj, če se spomnim to. V glavnem, ampak takrat je kar šlo neki in pa sem rekla, ok, zakaj pa ne. In pol smo šli posnet ta film, ki ga moraš oddati. In ko sem jaz prišla v montažo, ko sem imela vse, sem jaz ugotovila, da mi manjkajo bližnji kadri, ne vem, zasuki, ne vem kaj vse. In pa sem jaz delala neko čudovito stvar, ki se ji reče digitalni zoom. Aha, ok. Ogabno. In to so mi tudi rekli takrat na sprejemcih, da to je pa, kako sem si sploh upala nekaj tazga narediti. Čeprav tako, digitalni zoom je pač, da ti kropaš frame, ne, pač da greš noter, ampak to zdaj ni več toliko weird, če imaš proper kamero. Ja, jaz nisem imela proper kamere in je bil vse tako skockan in kar sem jim jaz rekla na sprejemcih, je bil, da meni se zdi to osebno velik plus, da nisem posnela, pa da vem, da rabam. Da si vedela, kaj rabiš. Okay. In da sem pol dala to noter. To se sliši tak kvaliteten bullshit, za to slišiš v resnici. Ja, se je bil, ja. Mislim, ja. No, tako. In pol sem bila na montaži in po montaži sem mislila, da bom zaključila s filmskim in televizijskim svetom. Čeprav je bil ta moj diplomski film Prespana pomlad zelo uspešen na tisti podelitvi Vesen, tisto leto. Režiral je Dominik Mencej. Tisti je bilo kar super izkušnja. Potem sem šla pa ne vem zakaj, pa sem imela pa res krizo, ko sem diplomirala. Ker kaj pa pol? Kjerga leta si pol diplomirala? 2014. Super, glih v času največje konjunkture in dobrih stvari za umetniško stvarjanje v Sloveniji. Ja, okay. Ne, in pa sem imela 3 mesece res krizo, ker kaj pa ne delam in sem uspela priti na RTV
najprej sem začela na parlamentarnem programu. Trojka, torej. Trojka. Ja. Sam je bilo super, tam moraš vse sam narediti, tam moraš sam postaviti kamero, sam moraš zagnati režijo, sam moraš dejansko vse narediti in sem se naučila ful enih stvari in potem sem začela zelo hitro delati dobro jutro. Pol pa je šlo do tega sam naprej. Tako da, ja, pa sem mislila, da to je bil spet zdaj en bullshit, ko sem ga prodala na te drugih sprejemcih za magisterij, ko sem šla pa TV režijo. In sem rekla, da jaz mislim, da mi manjka ful enih teoretičnih stvari, ker se jih nisem naučila na dodiplomcu in da grem za to. Ne. Aha. Mislim, pač rabaš papir, če hočeš delati v javnem sektorju. To vemo, ja. Ja, ampak ni mi žalno. Da si pol, da... Ja, ker sem s tem dobila ful enih stvari. Je res, da sem si presegla, da nikoli ne bom šla več nazaj na akademijo. Ampak, to je pa endorsement. Res. Veliko sem se naučila, never again. Ja, okay. Ne, zdi se mi, da tako... AGRFT je ena zelo taka čudna stvar. Ja. Ampak zakaj, mislim, jaz imam zelo tako, jaz moram reči, da prej, zdaj, ko poznam to mojo generacijo, bom kar tebe štel, ni važno, v glavnem, hočem samo tako reči, da mi je zelo, se mi zdi, da taki ljudje, ki zdaj vam prihajajo, pa ne vem, koliko ima pol to veze s tem, kaj jaz zmeraj poudarjam to demokratizacijo, pač, veš, čisto stvarjanja, pa to, ampak se mi zdi, da ta folk, ki zdaj vam prihaja, jih veliko neke dobre stvari dela, tako, take, mislim, saj moderne stvari, jaz imam tak občutek, ker se mi zdi, da včasih, ki je bilo pa to res, veš, ki je bilo pa v bistvu neko ustvarjanje res zaklenen na kamere, ki so imele, veš, 400 kil, je bilo pa res tako, pač, na vsake 3 kvarte je nekdo v letu, ki je mal poharal, ostalo je bilo pa tako, ja, da je weird facts ni glih daleč od resnice, po moje. Je pa res, da jaz mislim, da v čemer so naredili korak naprej, je to, da so odprli smeri še za snemanje in montažo, ker če je bila še vedno samo režija, zdaj je lahko vsak režiser, vsak je lahko snemalec, vsak je lahko montažer, vse, kar rabiš, je sam neka oprema, pa še to je vse zdaj na telefonih in to. In mislim pa tudi, da je super, da je vedno več žensk. Ja, kar je, mislim, to lahko rečemo za vsa področja življenja, ampak načeloma, mislim, za vse branže, ampak le je bilo pa res tudi skrivljen, pač čisto. Mislim, ja, ljudje so dobivali, mislim, večinoma moški, no, dajmo si priznati to, in zdaj, ko so bile te iniciative za več žensk v filmskem svetu, jaz mislim, da je to super. Je pa res, da se stvari spreminjajo zdaj v parih letih, da ne moramo kar pričakovati, da bo takoj drugače. Ja, no, ne, valjda, je pa res, da se mi zdi, da to je pa v vseh teh stvareh, ki se to zgodi, pa več žensk pride na polje, je pa tako tudi neka ta pričakovanja, zdaj bo pa vsaka hara na polno. A veš ko, zmerno je tako, zdaj pa, ampak ni, tipi so imeli prej pa 50 let, da se je nekaj izklestal. Sej to, pa ne vsaka, samo le, če sam pogledaš letošnji FSF. Ja. Za nagrado za najboljši igrani film, oziroma celovečerc in dokumentarni sta dobili 2 ženski. Tako da... Ja. Hočeš reči, nekaj se premika. Ja, jaz upam, no. Ja, mislim, prav bi bilo že počasno, ampak... Pa veš, kaj bi te še prej vprašal? Pa šla na filme, pa tako na montažo, ampak ker se reka to za fotografijo, Mislim, pol neka ljubezen do nečesa zlečo, je pa bla, Ne moreš čisto povedati, jaz sem pa ekonomija delala, ampak tako, zakaj pa bo na fotografija, pa pol nekako te vsaj v neko smer to zanimalo, ali ne? Ne, sigurno. Ja, jaz sem takrat skozi govorila, da je montaža ful podobna fotografiji, zakaj nisem šla pol na snemanje. Mislim, to je tako... ne, jaz sem se naučila fotkati od mojega pokojnega strica, ker sem z njim fotkala poroke in me je naučil vse te neke kompozicije, zlati rezi, vse to. In mi je bilo super, je pa res, da Alu zame je bilo čisto preveč risanja. Jaz nisem v tem toliko močna in zakaj bi se to človek neki, to, če okay. Ne. Ampak čak, polka si poroke slikala, to so bi že neki DSLR-ji na eni točki. Mislim, to so imela sem Canon na 10D. Okay. Ampak to je tako, ko je bila kartica velika 250 mega, pa je bila tako huge. Ja, tako da, ja. Ne, jaz se spomnim, se mi zdi, da zdaj že SD kartica je v bistvu, mislim, da SD kartica bi lahko bila čist dost. Mikro SD je skoraj že, kada vse je norca delo. Se mi zdi, ajš kaj mislim, tako proti tem ta starim, ki je bilo pa res tako, čiki, sam tanjša je bila.
Ampak tako čiki je pa bila velika, se mi zdi, površina. No, Ogromne so bile. ja. No, dobro, ampak veš, posebej se saj, mislim, tako hočem sam reči, da veš, mislim, meni se mi zdi, da za ta video, ne, na kakršen koli način, jaz imam ful respekt do videa, ker jaz sem z audijom delam več, pa še to sem se skoraj vse sam naučil, resnic. Ampak video je meni je toliko bolj kompleksna stvar, da se mi zdi, da ker mene nikoli ni zares zanimal, a veš, tako da nekaj res snema, jaz sem snemal Božiče doma, mislim, to ni, a veš kaj, mislim, to ni, in pa smo imeli neko kamero, ampak nikoli se nisem legic postavljal pa filmov delal, ker se mi zdi, da vsi to na eni točki, ti si saj slikala, no, mene pa tudi fotografija, tako res, pa še farmem lincem, tako da, veš, pa nekje se ostal. Ne, ampak tako se mi zdi, da za to res rabaš, če pa na eni točki z vidom delaš, da se mi zdi, da skoraj rabaš to podstatno, da te je to že neki v tej smeri zanimalo. Ne. Sigurno je pa res, da sem padla v zelo nadarjen razred, kjer so bili Nate Slevstik, Andreja Vanzo, Kukla. Ena in edina. Ja. In je bilo tako zame v bistvu super, zaradi tega, ker sem se ogromno naučila od njih, ker oni so pa vsi že predelali. Ja. In meni je bilo na začetku tako, da sem v katero vesolje sem jaz padla. Tako. Ampak, ja, ne, jaz mislim, da te itak vse gradi in tudi to, kar sem rekla, da ne bom šla nazaj na akademijo, zdaj, ko pogledam nazaj, je bila vsaka stvar za nekaj dobra, če ne drugega, zaradi tega, da je ne ponovim več. Ampak super je, tako, kaj je tudi s to fotografijo. Takrat je bilo sicer najhujše poletje mojega življenja do tiste točke, ampak je v redu. Zdaj smo mim. Zdaj smo mim. Ja, okay, no, dej, pa tako greva itak na koncu te mi tako vprašal, kjer komp imaš pa to, a ne, pa to, ker pač vsazga vprašam, gleda pa zdaj bolj zanima, jaz sem zdaj gledal ta tvoj film Risk, ne, ki je, by the way, eden od pač board gameov, ki sem v življenju nisem igral. To me moram reči, da malo nerviral, ker nisem čisto vedel, kaj se dogaja. Pa sem razumel, da nekaj osvajaš ozemlje, to nekako sem vedel. Mi je pa en detajl ful dober v filmu, ki je pa nekaj, kar me pa sram, da nisem še nikoli bil v eni družbi, ki je to pravil, da kocke mečeš v pokrov škatle, se pravi, a ne te igre. Ampak to je ful praktično, zdaj, ker če bi jih metu po mizi, bi vse tiste figurce zbil. Jaz sem Monopoly, koliko sem jaz Monopoly igral, ki je vse po tleh padal, pa to v lifeu sem meni tega spomnil, v mojem življenju. Tako da se jaz narobnim ljudmi družim, pa ne vem, to mi je en tak detalj, ne, so vseeno. Glej, jaz sem ta film zdaj pogledal, hvala, ampak škaj me bolj zanima. Zdaj, ki ti rečeš, ok, jaz sem režiserka in montažerka, pusti, da je RTV, pa tudi mogoče kle, ki ste ta Risk snemali. Kaj me zanima? Zanima me, kaj je zate dosti, da bi lahko nekaj posnela ali pa da si nekaj posnela. Tako, kar se opreme tiče, malo cikam kle na to, da je zdaj zmeraj lažje, ker vem, da to lajnamo non-stop, pa nekaj rabiti, kot je prej sama rekla, neko opremo, pa mogoče še ta ni tako draga, ampak iskreno me zanima, ker ta Risk res proper zgleda posnet, pač tako res, ampak tudi pol video spote, še ti mi je ene par linkov poslala, pa jaz sem gledal, to so res stvari, ki zgledajo tako, ki jim nič ne manjka, ki se res pa lahko že sam z vsebino obadaš. Veš, kaj hočem povedati, ni tako, ali te so imeli pa sam pol dneva. Nekaj, tega ni. Ja, no? Tako me zanima, a imaš tako v glavi, če bi mogla reči, kva rabaš, zdaj pa resmo, da odzuni, da brez luči pa tega, ampak kva rabe en človek, da nekaj posname, pa da bo legit zgledal. Pač. Super ljudi okoli sebe, ki vejo več od njega. Ok, to je ena stvar. Ampak če greš na opremo, to. Okay. Jaz sem ful slaba v tem, v opremi. Ampak je to mene ful, zato te to, ker to sem malo, v bistvu Jolca to vprašal, da njega prideva, spet ga omenjamo. Ampak tako, ki mi je tako, tudi on ni zdaj nek ekstra, a veš, da ram razlaga, pa ne vem kva, ne. Je pa Magic dela meno premjero, jaz sem njegove projekte videl odprte, jaz ti značno, mislim, meni glava začne boleti, ne. In pa me zanimaš, pa vidim tako, ta film ali pa te video spote in mi je tako, ker si zdaj prvo nižen znam predstavljati, kako to tako odprt projekt zgleda, ne vem, v premjero ali ne vem, čemu delaš, ne. Ampak da pa ti vse to zajamaš, ne, ali še pa zdaj res ta barijera malo nižja, ampak da to kležit zgleda, pa jaz ne vem, kje je ta meja. Jaz mislim, da je to prej, ki sem rekla, da je lahko vsak režiser, montažer ali snemalc, je res. Ampak kako pa na koncu gledajo stvari, je pa druga stvar. Ok, zlož to. Ja, recimo, imela sem en projekt, ki sem ga delala, zdaj pač najela me neka firma, da jim naredim korpo video. In oni so mi pokazali nek grozen video, ki jim ga je naredil nekdo prej, ki so ga plačali zelo malo, ki je bil nek študent. In so hoteli v bistvu to sam boljš. Aha, ok. In kar sem jaz naredila, velika napaka.
je, da smo posneli video v 2 urah, zmontirala sem ga v 1,5 ure in potem smo ga takoj poslali, ker se je pač mudil. Ja. In na koncu mi on reče, da to ni bilo toliko dela vloženega v to, kolikor sem jaz postavila ceno. Ker sem bila itak na setu samo 2 uri in da to pa pol že ni moglo biti toliko dela. Ja. Tako da to je ta razlika, o kateri govorim. Nekdo je lahko sicer snemalec, režiser in vse, sam če ti manj dober, ste tudi to, kaj zdaj to pomeni. Ja, okay, ampak razumem se. Ja, okay. Ja, no, sam mislim, da to. In kar se pa opreme tiče, je pa tako, da jaz delam res to, prej, kar sem rekla, drži, naber si okoli sebe ljudi, ki vejo več od tebe. Zaradi tega, ker jaz lahko pridem z idejo, pa povem, kaj bi rada, potem pa fantje, s katerimi delam, recimo ta Ris, ki je snemal Dejan Olaga, on je tudi snemal ta videospot od Fat Horses. Oni vejo, kaj rabijo in potem v bistvu delamo na tem. Zdaj recimo za ta spot smo delali, z Dejanom sva se ful pogovarjala, kaj bi naredila in je on rekel, da rabimo samo dobro kamero, ker bomo itak vse snemali zunaj in bili smo v kamnolomu in ne moreš zdaj tja trogati, ne vem, ko ključi za pač te male pare. In smo najeli kamero, a zdaj ti moram povedati, kje je bila. Povej, če veš. Jaz mislim, da je bila Blackmagic, ampak nisem ziher. Okay. To je celo firma, ki jo poznam, moram reči, da. Okay. To in potem je Dejan to lepo pobarval in to je šlo ven. Jaz sem sam govorila, kaj ja, pa kaj ne, pa kaj mi ni všeč, pa on mi je potem vedno rekel, da ima prespi, pa se bova jutri pogovorila. Isto je bilo pa Risku. Tako da, ja. Ampak, meni je to res dosti fascinantno, da tako rečeš, kjer mislim, da je bila Blackmagic. A veš kaj, tako, meni je to res, jaz ne vem, mislim, všeč mi je to, da pač rečeš, da si to v resnici v tem procesu si res morate zaupati. To sem zdaj že parkrat govoril z njimi, ki so karkoli snemali, ne, da če je dober, to sploh mislim, da pri Hostar se mi zdi, ki sem jih imel kle, je nekako najbolj ven prišlo, ne. So ene točki, pa, veš, kaj ne vem, Goc pa Mario rečeta, da ja, da Marčetiču smo pa verjeli, ne. A veš, se mi zdi, da iz tega pol nekaj normalnega vam pade, ker sem preveč ljudi opletenih, no, oziroma... Sigurno, jaz sem se res naučila, da priznam, ko ne vem in veliko stvari ne vem in rajdam potem tistim ljudem, ki vejo in se s tem ukvarjajo, ker bojo manj zajebali, kakor bi jaz, če bi jaz nekaj izbrala. Okay. Kar sam zato, ker se lepo sliši. Ampak koliko pa pol komod, a ne, a veš, ok, pa te bom tako vprašal, koliko recimo en videospot, ki ga tudi žeraš, ne, pa lahko zberaš enega ali pa čisto na splošno, veš. A veš, koliko je drugačna ta stvar na koncu, koliko je bilo v tvoji glavi? Ker valjda je ful, mislim, a je ful, a veš, koliko ti lahko pripeljaš, pa zdaj v tej luči sprašujemo, ne, ko zaupaš nekomu drugmu, ki več ve, pa a veš, ko, ker ti si pol že, a veš, en korak ali pa 2 koraka stran od, ne, ful je zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na to, kako stvar zgleda na koncu. Recimo, Sabotaž, ko smo delali, je bilo dosti podobno tako, kar sva si jaz pa Kaja Skrbenšek, ki je montirala, predstavljali. Medtem ko ta za Fat Horses, recimo, zdaj, ki je bil zadnji, ki sem ga delala, pa ni bilo čisto zato, ker smo imeli malo težav z opremo, pa bili smo sred Verda, bila je nedelja, ne moreš pa glih klicati ljudi, tisto, a lahko pripeleš. Tako, pa snemali smo polet na polno gužva na Primorski no-go. In ni bilo čisto, kakor sem si jaz predstavljala, ampak je vse lepo. Ne, ampak koliko stvari ti je pa že šlo na robe? Pa tako res zdaj... Ma, ka gre ena, gre itak. Ka gre pa gre vse, ne? Jaz ne morem, jaz sem zadnjič, sem si tako, ker jaz to zdaj že delamo 2012, ne, pa sem pol ta vprašanje nekako že nehal sprašovati ljudi, kaj se jim lahko zgodi, ker sem jaz tako imel nek strik en let pa pol, ki šlo res zelo malo narobe. Tako veš, pa jaz tudi hodam naokol pa to. Pa sem imel pa lani ta zadnjo epizodo, mislim letos v bistvu na junija, ki smo ta zadnjo epizodo aparata, sem 15 minut zgubil, zato ker se je SD kartica zafirala. A obstaja bolj rookie mistake? Jaz mislim, da ne, ampak... Ja, obstaja, da je ne daš noter. To se je tudi že meni zgodilo. Čeprav meni je to dobro slišati. Ker se mi zdi, da včasih vse, kar slišiš govoriti, sploh se mi zdi te res duši intervjuji, sploh s kakšnimi tujci, sploh s temi Američani, imajo zabavno anekdoto, kako je šlo nekaj narobe, ampak se ni panike, ali je pa vse perfektno. Meni vse rada. To mi je Nahbar mi je rekel, tačne.
mi je rekel, da pač ne mogo na jutra, ker dajo basketaši filme gor, kako trenirajo, pa vse odpada, ker tako zmontirano, veš. Je rekel, jaz dan zmeram tudi tuno, kafalim pač, ker brez veze drugačne. Tako da me je take stvari ful dol, mislim, raj skor to slišam, mislim ta, da je na daš noci karepska, to moram reči, da... To se mi je na začetku zgodilo, ampak sem zgubila tako eno vajo na grafatoju, ker potem že tako ti je muka, pol pa ti je še večja muka. Pa sam si kriv, tako da se še ne moreš jeziti na nobenega drugega. Kako pa pol, tako, že spet, lahko video sport, lahko film, no obe se, tako, mene ta obrt, pa način dela bolj zanimata. Kako pa to, veš, kako je tak projekt vodek, tam, ki si režiserka, recimo, ne? Pa, tako, eno vprašanje, kakor nisem zares postavil, kako to plastično zgleda, imaš nek Excel odprt, imaš nek program za, a veš, ko, ali imaš vse, ja ne vem, danes to snemamo tam, pa je scenarij, pa je treba unga poklicati, pa je treba, a veš, te stvari, sploh ta organizacija, ki mi je še ena stvar, ki se mi zdi, ker je toliko ljudi vpletenih, a veš, a to, mislim, to so proper managerial skills, ali ne kot temu reči, to ni joke, no? Če ti recimo delaš film, imaš ponavadi skoraj sigurno producenta. Okay. In to načeloma ureja on. Če pa delaš spot, pa v Sloveniji so dosti low budget spoti, valjda. Sem to, ja, si pa več ali manj vse sama, ne? Si v bistvu producent in režiser v enem in še kaj zraven. In greš pa spet malo na zaupanje ljudi, kar se ti lahko obrne, se je že večkrat, pa ta vreme. Ne, res. Pri takih momentih mi je žal, da to tudi ni video, da ljudje ne vidijo, da to ni samo, da ta izdih ni, da je tudi faca sledi temu obupu, ampak ja, ok, vreme. Ne, ampak vreme je ena, recimo ta spot Zaden v kamnolomu, mislim, da smo ga tako 6-krat predstavili, ker so bile te nevihte poletne in okay. Ni šlo, tako da ja, moraš imeti te skillse, se mi zdi, v vsakem primeru. Ampak a te to naučijo, a veš, mislim, meni je to najbolj bizarna stvar, ki se mi zdi... Zdaj bom rekla nekaj ful klišejskega, ampak to te nauči live. Ok, yes, sej to skoraj vem, da je odgovor, ampak mi je pa... Ne vem, se mi zdi, a veš, tako, jaz mislim, da tudi, če si režiser, tako maso ljudi kontrolirali, pa res smo pol pri filmu še od igralcev nekaj dobiti, ne? Ne vem, no, to, a veš. Sam res je drugač, recimo ta Risk je moj prvi film. In jaz sem imela Nino Robnik za producentko, ki je super in ona je v resnici uredila vse te stvari namesto mene. Pustila mi je, da si naberem super ljudi, ki sem jih hotla. Od Eve Ferlan, ki je bila scenografka, do Dejana, ki je bil DOP, Andreja Vanzo, ki je montiral. So se mi pa potem podrle stvari z igralci, ker so mi odpovedali vsi trije tako 2 tedna pred snemanjem. What? Okay. Ja, in potem sem imela ful srečo, da sem dobila te 3, ki so zdaj v filmu in je spet ena stvar, ki ne bi mogla biti boljša. Ker je the best, res. A pa tako ti je pa to, ok, pa tako resmo, da ker ljudje filma niso videli, 3 igrajo. No. Tako da ona reče, da so 3 odpovedali. Res je, 3 igrajo. Vsi so odpovedali, mislim, bilo boljše reči. Ja, tako je. Sorry, sem tako. Prej, sem rekel, veš, kako drugač poje, resmo zgled, kako je bilo v tvoji glavi. Pa, ko smela že ta prve 3 igralce, si tudi že neko špuro si zapeljala v glavo, ne? Ja, to je bil kar šok za meno. Jaz sem hotela nehati, ker itak je bilo to prvo mišljeno zame kot vaja, ki jo moram narediti. Scenarij sem pa cala prejšnje leto, ker smo imeli scenaristiko in sem mogla tam pisati. In ga od takrat nisem spremenila. In potem, ko smo končno šli snemati, ko imeli smo 4 dni vaj intenzivnih pred snemanjem, Doman je imel na polno še nekih drugih snemanj. To je Doman Valič. Seveda Doman Valič, eni in edini. In je bilo tako kar smešno, tako v tisti sobi na Agrafatoju smo čumili in si naredili stanovanje, ker fora tega filma je, da je posnet na tak mal, mislim, to zdaj ne vem, če je poseben način, meni se zdi, da mogoče ni glih običajno plan, kontraplan, ampak delam večinoma tako, da imam 3 igralce naenkrat v planu, pa da je polno premikov kamer, pa vsega tega. In vse to je bilo treba nekako zvadati, ker so si mogli oni predstavljati, sam niso mogli biti pa v stanovanju, ker ga nismo dobili do snemanja. Tako da je bilo kar zakompliciran, ampak na koncu super. Je pa res, da konc filma, zdaj spet noben ga ni videl v resnici, ampak konc ni čist kogu, kar sem ga napisala. No. Ok.
Tako, ker je šlo kaj narobe, ali ker se je pol v montaži videl, da bolj ne? Šlo je narobe to, da ker je bil to moj prvi film in ker sem jaz mogoče bila malo preveč koki, sem mislila, da sem posnela vse, kar rabim. In mogoče zdaj vem zase na svet za naslednjič, da če imam čas, kar sem ga imela. Aha, tako je to. Ja. To pa redko, to pa še nisem slišal, pa je bilo par režiserjev, kle. Ne, sem imela mogoče malo časa še, da bi lahko posnela še kakšen kader, ki bi mi mogoče malo rešil situacijo. Ampak film je na koncu itak tak, da zdaj ti si ga pogledal. Na hitro lahko samo povem, da gre za dve zgodbi istega dogodka iz ženskega in z moškega vidika. In je sam to, da me ljudje sprašujejo, zakaj ni tretje zgodbe. Da se že to tretji ime ne izpiše. Pa. Ja. Sam jaz potem vsakmu povem isto, kar je, da če bi bila tretja zgodba, bi dala jaz ultimativno resnico temu, kar se je zgodil. Ker če imaš dva vidika, je vseeno ima lahko en prav ali pa drug prav, če je pa še tretji, je pa pol že malo. Šlo bi v eno smer, ne? V resnici. Že tako gre malo v eno smer, pa s tretjo zgodbo bi šlo pa še bolj. No in potem sva v bistvu z Andrejem, ko sva montirala konc, sva se odločila, da pa narediva še malo večji rastur z enim kadrom, ki ni bil planiran, da bo v filmu, pa je. To je? Ta kader, ko so vsi trije napojesli. To je pa še na yes, ok. To je zdaj, ok. Zdaj pa tako. Jaz sem ti, ki si mi poslala prvo legendo filma. Zdaj boš šla dol s filmom, ampak to se moramo pogovarjati. Okay. Pa sem rekla, da poglej prvo. Če si boš pol premislil, ne. To mislim skoraj kul, da sem nekaj spustila pričakovanja, ker sem rekel, gado ni nek art zadeva, ampak ni, dejansko je čisto ležit kratki film. Res je ležit kratki film. Eno stvar sem da hotel gledati, vprašal sem si pa prav, ker sem si zapiske spravo delal, ki sem gledal. Kaj je ta AGRFT špica, ker to bo weirdo vprašanje. Ti zgleda dosta ok. Veš, kaj se te AGRFT... Od kdaj je to? Odkar sem jaz na faktu. A res, okay. To je že nekaj časa. God damn it, jaz tega nikoli se ne spomnim, da bi to, ker res... Ta ful pompozna špica, ki napoveduje ne vem kakšen epski spektakel. Ampak tako, glej, lepo si to rekla, pa s tvojim filmom, ker to če tako, veš, cool je, ok je. Okay, ni nekega prepada vmes, veš, ni tako, da bi bil, resmo, ne vem, kaj, od MGM-a lev, razumeš, pa bi gledal pa telebajske, veš, ni tega, ne. Tako res iskren, ampak nisem pa, ne morem, tako sem gledal, pa to že cel cajt je, res, pa sem par teh stvari gledal, jaz pa kaj dajo na TV, ne, ker na RTV, jaz te filme kdaj gledam, pa kaj dem se ne morem spomniti, ker res ok, špic ta, tako, veš, tako, ker vsi poznate Universal, pa ta je čisto redo. Ne vem točno, kdo jo je naredil, tako da zdaj karkoli bom rekla, bom narobe rekla, ampak vem pa, da je odkar sem bila jaz na faksu, to je od 2011. Pa sem pa jaz, ok, ful me, to me, ne vem, sorry, veš, to so pa moji možgani, pozdravljam. Zdaj pa lej, prej, ko smo malo tako opremo imeli, ne greja še na uno, ampak pa prej si že Vegas rekla, pa to, a ne, pa zdaj montaža. Odkje, pač, tako, a ti je cool sedeti v montaži? Pa to zato vprašam, to pa res tako iskreno vprašam, zato ker se mi zdi, da to je pa en del tega posla v narekovajih, ki je pa res, jaz sem to prvič rešil videl produkcije tehnike gledati, ne, ker so tam ali komade delali, pa reklame, ne. To je ena najbolj duhamornih stvari. Mislim, tam bila, pa jaz zdaj veliko delam s temi podcasti, v resnici, ne. Ampak tako se mi zdi, da pri videu ene te iste stvari gledati, pa to zmeram polosazga vprašam, ker se z videom ukvarja, kako to prebrodaš ti, veš, eno te isto gledati, pa pol še, ker si še režiserka, ki drugač postavlja stvari, pa kjera verzija je v redu. Veš, ker meni je Menartova rekla, fajn je en mesec stran, pa pol nazaj prijeti, pa pogleda, da vidiš še sploh, ker na eni točki valjda ne veš več, za kva se gre. To je super, rekla sem je pa res, da včasih, mislim, da se reče, da nikoli ni cajta za to. Sej to večinoma ni časa, ker recimo, glih za ta film, jaz če bi imela 2 meseca vmes, ali pa saj en mesec stran, da bi imel toliko časa, ne bi bilo tako, no. Res. Mislim, sej je film, jaz sem ponosna in vse, ampak vsaka stvar, ko jo pogledaš po nekem času, in to mi res rečejo čisto vsi, je, da bi drugače naredili.
Ali da bi nekaj drugače zmontirali, ali da bi bil konc drugačen, ali nekaj bi bilo drugače. Kako pa polka si, a veš, kaj si v procesu montaže? Pa v teh primerih, recimo, kaj si še režiserka, ne, recimo, pa je film ali pa video, pa se v končni fazi vsem. Mislim, kako se sploh za karkoli odločiti? Enkrat mora sam biti dost. Sam to je. Kdaj je a veš, kaj mislim? Mislim, jaz vedno tako naredim, da karkoli delam, pošljem ljudem prvo tistim, ki vem, da bojo ful iskreni, brutalno iskreni. Ampak cenim to in zaradi tega tudi pošljem, ker vem, da znam nazaj dobiti res bombo. Ne, vse to je, mislim, ja, povej. Ne, po drugi strani pa pošljem tudi tistim, ki vem, da mi bojo pohvalili samo zato, ker me imajo radi, da ti malo odviknejo samozavest. Ampak ne vem, kako je. Ponovadi, mislim, jaz sem, ko sem montirala, takrat še nisem režirala in v bistvu sem začela se z režijo ukvarjati na televiziji in potem še svoje projekte. In takrat, ko sem montirala, so bili momenti, ko mi je bilo tako, ubila te bom. Res, kdorkoli je že bil zraven. Ker je sam preveč vsega. Je pa tudi nekaj res, kar sem videla, polka nisem montirala svojega filma, kar je bilo super, hvala Andrej, je to, da moraš sam dati montažerju prostor. Zaradi tega, ker ti kot režiser in kot avtor točno veš, kaj si posnel, veš, kje imaš pregled, imaš vse že v glavi zmontiran. Nekdo, ki pa pride čisto na novo, ki se samo sede. Ima pa svojo sliko. In jaz mislim, da moraš zaupati sebi, sam je tudi dobro poslušati nekoga, ki ni toliko okužen z materialom, kot si ti. Okužen z materialom? To so nam govorili cel faks. Okay, v redu. Ampak je pa res, ne? In recimo zdaj, glih danes, to, kar sem me vprašal, kako zdržiš, danes recimo, ne vem zakaj, ampak montirala sem to oddajo Avtomobilnost in mi je super že cel dan. Tako prav z veseljem sem sedela z tistim računalnikom in sem montirala in je bilo tako po dolgem času, da sem bila tako, ne vem, zaradi sonca zunija, zaradi česa, ampak tako prav super. So pa dnevi, kaj je bilo pa tako... Daj mi ta največji skupni imenovalec, kaj je montaža. Veš, če bi mogla eno reči, ker se mi zdi, jaz ne vem, jaz imam ful tak občutek, ker jaz sem tudi pri filmih na začetku vsi sem režiser. Veš, to tuji filmi, ni zdaj, da ne. Pa nekako, ko sem jih gledal, pa nekako pogruntaš, pa ta tudi direktor fotografije, to tudi nekaj pomeni, bo ok ali ne, pa vidiš, da tudi montažer v resnici nekaj pomeni, pa vidiš, kjer montažeri so, kjer filme delali, pa vidiš, da so ful enih dobrih filmov, eni te isti, veš, ko montažeri delali, ne. Ampak kako bi ti to razložila? Pa gre zdaj o filmu govoriti, ali pa tako, ne da je TV oddaja, ki ima, veš, kaj je bolj format, pa tako pa je zelo žanrsko, ne. Ampak kako bi to ti razložila? Pa lahko res v svojih besedah, ne bi niti treba biti zdaj akademska, jaz to tebe sprašujem. Tudi če bi hotela, bi bila težko zdaj akademska po vsem tem času. Ja, ampak nekoga, ki to veliko počne, zato tebe to sprašujem. Mislim, a zdaj me sprašuješ, kaj je montaža, ali kaj si mislim o montažerjih in osnovalcih? Ne, kaj je montaža? Razumeš, kaj končnemu izdelku montaža prinese, da to od nekoga slišim, ki tega veliko počne? Kaj? Razumeš, če rečeš, reče, ok, če je film, igralce postavlja kamero, pa reče klepa to, pa pa tret, recimo, ne. Pa kaj rečeš pa montaže, pa kaj to skupaj zlepi, a veš, sem to glih ni... Malo se grdo slišno, to je, ker v resnici ni to. Montažeri imajo, pa jaz sem imela sploh ful težave z egom na začetku, ker so bili montažeri tako odrinjeni stran in to. Zato zdaj tega res ne jemljem tako in cenim ljudi, s katerimi delam, ker vem, čez kaj grejo. Ker ko je nek tvoj projekt, lahko si res dosaden, no. Tako turiš svoje in pa čeprav imaš narobe. In jaz mislim, da montaža je v resnici ustvarjanje filma. Zaradi tega, ker ti greš film snemati z neko snemalno knjigo, še prej scenarijem. In ko z DOP-jem pač to postavita, ko se posname in potem to pride v montažo, lahko na koncu pride ven čist neki tretga. In zdaj jaz vedno govorim, da montaža lahko uniči ali pa izboljša film. Kar je res. Če imaš ti slab material, lahko montaža naredi gledljiv film. Če imaš pa ti dober material, pa lahko z montažo narediš odličen film. Ali pa krep, ne? Ali pa krep, odvisno zdaj, kaj je, pa tudi odvisno, kakšna energija v montaži. Ker imela sem še primere, ko se z nekom pač ne morš najbolj in se to ful vidi.
Pa se dejansko pozna sam, ker je delovni proces tak žur. Ja, mislim se, zato ker itak, če ni dobrega vajba, kjerkoli, na katerem koli projektu, pa to je sploh ful osebno. Se glih to sediš v eni sobici z nekom, ne? To je creepy, v resnici creepy. In to tako, dneve, iskreni. To ni normalno pisarniško okolje, no, to hočem reči. To je najslabša verzija pisarniškega okolja. Ja, ljudje si v bistvu sploh ne predstavljajo, mislim, vsi, ko sem montirala na začetku, so bili vsi tako, pa si samo sediš za računalnikom, kaj pa ti je, mislim, tam malo klikaš, thanks. Ja. Ne, ni to, da malo klikaš, v bistvu je psihično ful naporno, no. Je res, da fizično, ja, sediš za računalnikom. Čeprav to tudi z leti rata fizično naporno, verjamem, ampak okay. Ja. Se je, pa oči bolijo, pa tako naprej. Ampak je tako res, to je lahko en zelo lep proces. Spet, če si z nekom, ki mu zaupaš, lahko je pa res muka. Okay. In če imaš svoj projekt, ki ga potem še montiraš, je lahko dvojna muka. Zaradi tega, ker nimaš nobenega, ki bi ti, ne vem, kaj bi te ven zvlekel. Zato jaz vedno pošiljam vse stvari, ki jih naredim Andreju, ker on mi vedno pove, kako je. In mi, da so bila sošolca na akademiji. Pa že ta nek zaupanje že takrat bil vzpostavljen, jasno. In on mi pač reče, leti na to je za nič. In pol greš iz tega naprej. Koliko pa presep, recimo, zdaj montaža reži nek končen izdelek, vse, ampak presep, a slutaš, kaj bi ti recimo on rekel, da bo za nič že presep. Ali včasih greš, daš neke stvari od sebe, to je meni tudi tako zelo fascinantno, se mi zdi, ker če eno stvari non-stop gledaš, to tudi vidim pri podcastu, ene stvari toliko poslušaš, pa ki montiraš, ne, tam, ki se obadam, podaš pa vam ti reče, kles pa full weird, to pač ne. Jaz pa recimo tega sploh nisem, jaz čist priznam, včasih ne zaznam teh stvari, ne. Ja, valjda, da če nekaj skozi gledaš oziroma poslušaš, ne vidiš, ne. Sam se mi zdi pa tako, mi filmarji smo sploh občutljivi na vse te stvari in mi ne znamo normalno gledati filmov ali česarkoli, ker se vsi vtikamo v tem, kakšen je bil kader, kako je bilo to zrezan, kakšna je luč, tako, to je dosti poklicna deformacija. To je kazen za to, da znate filme delati, se mi zdi. To je. Mislim, vsi, ki gledajo filme z mano, obolevajo zraven, zaradi tega, ker jaz začnem po eni stvari tako, pa kako, no. Mislim, ni prijetno najbrž, ampak sem se naučila biti tih, pa sam s faco izražam stvari. Sam, to. Ne, meni se mi zdi, da ena stvar, ki je pa to, recimo, ne, se mi zdi pa pripeljala tudi tako malo med folk, se mi zdi zadnje cajte, je pa že spet to, da je šel razpon, v kako so stvari posnete. Puzi je sploh zgodbo pa strukturo, ampak sam, kaj pride v človeško oko, je pa zdaj res neverjeten. Vsak ima telefon, pa je še YouTube, ki je vmes, na to so vas zdaj šla pogovarjati, pa imaš pa proper filme, pa ljudi, ki z Blackmagic, pa z Reddy, pa z Ari Alexa, pa s tem snemajo. Ne? In se mi zdi, da folk zdaj, saj to se mi zdi, je začel mal cent. Ne vem, če a viš, da ne. Mislim, jaz mislim, da ti lahko tudi zelo slabo opremo. Ja. Narediš dober. Mogoče je, ne vem, namen, da je zelo slabo opremo posnet. Ampak to je druga poanta. Jaz bolj o tem govorim, da je toliko tega videa. Ja, ogromno je. A veš, toliko je videa zdaj ratal, ker ga prej ni bilo toliko. Veš, prej so bili tako, kar reče z Hollywood prišlo, pa tudi kar reče z evropsko produkcijo prišlo, ker je bilo toliko denarja vloženega, saj izgledali je prvem bližano, Tako, mislim, hoče resnega krepa, če bi procentualno gledal, ni bilo. Veš, pa zdaj, pa vsak snema, ne? Sam je tudi to, da je internet preživel vse. Ne? Ja, to je. In da ljudje, da mu lahko, vsak si lahko ustvari svoj profil kjerkoli in daš gor stvari, zdaj pa jih bo folk lajko, dislajko, kakorkoli. Zato sem jaz fan Nila Brina. Veš, da je Nil Brin? Ne vem. Najboljši režiser vseh časov. Res? Fateful Findings je film. To je mogoče najslabši film. Tako, to je pa res objektivno mogoče najslabša stvar, ki lahko gleda. Na YouTubeu je Fateful, bom dal link od spodaj, če koga zanima. To je film, ki ga moraš videti, da pol, ker to je, veš, kaj je ta The Room, ne? Ja. Jaz sem fan The Rooma, tako, najslabši film vseh čas. Ne, The Room je tako, da bi ti enemu razložil, kako filme delati, pa bi šel filme delati. Ta Fateful Findings je pa, da bi bil ta četrti v telefončku. Štirje so že si povedali, kako se filme dela, ta petega je pa naredil, tako to zgleda. Sorry, ampak hočem tako reči, da se mi zdi, da malo pa folk je dobil tako uča. Jaz tudi gledam, zdaj pa grejo lahko na YouTube, ne. Veš, kjer je pa res, in to sem jaz tudi, ker sem z Joco tam naredila
stvar o stvari, ker ne vem, 10,000 subscriberjev. Ker sem jaz res rekel, da se mi zdi, da je v montaži, sploh pa na YouTubu, ne, da veliko več pripomore kot pa sama oprema. Recimo, da če pa kje je to res, ne, se mi zdi pa, da je na netu za te vlogerske oddaje, žanre, ki so ali ne. Sploh, kad te more takoj potegniti. No, se to. No, ker če te ne, pol itak bo vsak sam pač kliknil naprej. Ja. In ne vem, pri stvari je meni, zdaj če greva na stvar. Na stvar. Ja, ti montiraš stvar, to je treba povedati, ker nam je to samo umevno, ja, da ljudje vejo. Ja, ti ne montiraš stvar. Sem ena od montažerjev. Tako. Jaz mislim, kar jaz delam na tem, je, da je čim bolj naceckan. Ja. Pa to se zdaj mogoče sliši ful tako čuden, sam v resnici izpade dober. Zato je, ker če ti pustiš ful predolge kose, je lahko ful boring. In to je... Na YouTubeu, ker smrt. Ja, in v bistvu je ful kratka forma, ne? Ja. Čeprav mislim, da so njegovi videi vedno daljši, ampak dober, da ima reči, da je ful kratka forma. In moraš, mislim, meni se zdi, da za tak format oddaje je to cool. Ja. In tudi, ko jaz pogledam recimo za nazaj kakšno, meni so še vedno najljubše une z Maxom, mi je the best. Sploh, kada šel vmes potem kakšne te momente, ki jih urivaš, ki, ne vem, ta malo dela neke face, pa ki se dere za njim, pa ki ga oponaša, pa ne vem. To so momenti, ki jih iščeš in jih pol daješ noter. In na koncu sta samo 2 osebi pred eno kamero in kaj pa boš drugega delu, kot ja, to, da bo zanimivo. No, je pa res, veš, da YouTube zdaj, ker res je zdaj, včasih bi bilo bolj fair reči internetni video, pa to pač ni res več, zdaj pač YouTube. Ker na internetu video je YouTube, to je res tako nečaj, že da je to slabo, ampak to sem se že tokrat pogovarjal, da že ne vem več, kaj reči. Ampak je pa res, da je ful enih, veš, je pa res, da se mi zdi, da je pa ful enega novega razmisleka dal pač o te izdelke, ne, z vsemi temi žanri, pa pusti, da je ta ena kamera, 2 človeka, ampak se mi zdi, da tudi tako, veš, tudi tvoji video spoti, veš, bolj pašejo skoraj, mislim, so bolj internet, veš, ko bolj ta štimunga je, no, kot nekaj, kar je bilo včasih narejeno, ali pa bi bilo narejeno samo za televizijo, ali pa jaz tako sam vidim. Veš, da je, mislim, meni, če je dinamika, ta prava beseda, no. Jaz sem mislim, da se je ful spremenilo že s temi platformami, kot so Netflix, pa ta, kaj zdaj sem pa pozabila, kaj ima? HBO recimo pa Hulu, no? Pa, ja. Zato je, ker je spet vse na internetu. In ljudje niso več, dobro se zdaj daš lahko si na televizijo doma pa gledaš preko tega, ampak večinoma ljudje to gledajo na računalnikih, ali pa na telefonih, ali pa na tablicah. In jaz mislim, da se je ful spremenilo to, kar je bilo včasih na YouTubeu, ko so bile samo, ne vem, neki videospoti pa neke take stvari. Zdaj folk dejansko sluši od tega, da delajo videe in vloge in to. In čudno, kam gre ta svet, če tako pogledamo. Mislim, itak bo šlo vse na internet, jaz mislim, da tudi televizija v takšni obliki, kot je zdaj, ne bo več obstajala dolg. Ampak malo je scary to vse skupino, če tako pogledaš. Zakaj? Zato, ker se je super ta virtualni svet in vse to. Jaz sem res velik fan Black Mirrorja. Charlie Brooker. Ja, nisem ga hotel omeniti. Ja. In to, kar on piše, oziroma kar vsi tam pišejo, je tako... to je scary. Ko sem jaz pogledala zadnjo sezono in sem pogledala del s tistimi robotskimi psmi. Ja, ti si en boljših men, pa ga ljudje niso imeli to kradi. Sem pa videl na netu, da mene pa potem tako v redu. Ampak najhujše je potem to, kad ti gledaš video, da so Japonci naredili te pse. Ne Japonci. Američani. Američani so jih naredili. Boston Dynamics se reče firmi. Google jih je imel v lasti neki cajt. Grozen. No, in da tam pride, ki je posnetek na Facebooku, ko pride en pas, pa ne more odpreti vrat, pa pride drug, pa odpre vrata, pa gre sta oba čez. A to ni scary? Je. Ker cel Black Mirror, če se navežem na to, je v bistvu, kje smo zdaj. Lej, sam prvi del, pa ljudje, če niste gledali Black Mirror, pejte gledati to. Tudi grejo reči, obrtniško izjemno narejena serija. To je izjemno, to je super. Začel je Channel 4 in točno to, ampak hočem pa reči, je pa zato, ker Brooker jaz poznam, ki ga res berem že od Forever, ki je še za Guardian pisal, pa še prej, ki je zapisi za on delal. Je pa to res ena od teh serij, ki je pa tako, veš, kako je narejena, on ve, kako bo to pol tudi na internetu izgledalo. Veš kaj, sem tako, kako bo
kako bo ta izdelek na koncu na Netflixu ali pa na YouTubu, ali pa to. Se mi zdi, no, se potem naprej, povej do konca. Ne, se res. Ne, jaz sem hotela reči, da on predvideva, kaj se bo zgodil in se bo vse. Nostradamus, moderni Nostradamus. Res, ampak njemu to, kot je paratal, to glede Trumpa, glede tega Camerona. Že prešič. Prvi del ti vse pove, kaj. Mene je dobro, ker se je mogel pravičevati, razlagati na Twitterju, da on ni nič vedel. Polk je vam prišlo, da je Cameron dal. Ne vem, če on je napisal, mi tega nismo vedeli. Zdaj, da sam zelo na hitro razumem, v prvem delu premijer Anglije nekaj počne z enim prašičem. To se vem, da se ujir sliši, ampak je res dobra serija, če kdo ni gledal, res je dobra serija. Ampak je točno to, kar si rekel. Ja, pa čez 3 leta ali pa čez 2 let, ki je to vam prišlo, je pa dejansko premijer Anglije takrat Cameron se izvedel, da je tudi z enim prašičem počel v svoji mladosti, ko je bil na faksu. V glavnem. Res je zdaj, da je nekaj vedel, ampak je on napisal na Twitterju, prav napisal, da mi nismo vedeli, ker smo to pisali, presežem, Ben ni nič vedel. Ampak ok, pa peva stran od tega, da ni vedel. Kaj pa ta del z Instagramom? Ja, lajki pa, ja, ok. Pa sej fair in, jaz to vse, ok, zbredla bova, ne, jaz imam Black Mirror, ima eno mogoče malo težavo v sebi, ne, da uporabljaš tehnologijo, pove, kako bo tehnologija vse uporablja, pa razumeš, malo poveličuje s tem, da ne, tako je malo. Ampak ok, druga stvar, ki sem te hodil vprašati, kar se YouTube tiče. Kako pa ti, polka te stvari, kaj narediš, pač video spot, resmo to večinoma, ne, mislim tako, pa kaj gre na YouTube, a gledaš statistiko, to je narobe vprašanje, ampak tako, koliko misliš, da je te, recimo, drugač, ki narediš video spot, ga daš ven, recimo, ne? Ja. Pa potem cela ta mašinerija, ki je zdaj potrebna, a veš, da se nekaj zgodi s tem videospotom, ne? Pa koliko je bilo lažje ljudem leta 95, ki so videospot naredili, pa je šel na 3 TV-je. Ja, definitivno je letos. Je zdaj tako, da nič ni zastonj. Ja, to. Ne, ker vem, ko smo dali ven Liamer, Sabotage, zame je to, jaz sem ful ponosna na ta spot in zame je to še vedno vrhunski izdelek. Naredili smo ga 2 leti nazaj in ker nismo bili neki full social media engageni. To se sliši, ok, fair enough. Ja. Tu slišam malo tega prezira noter, ampak vse to je čisto iskreno. Vsi to delamo, no. Ja. Ni, da se bom zdaj vsi dajemo hashtag, vsi to uporabljamo. Sam mi takrat v resnici nismo bili tok, ne vem, ni šlo v neko promocijo in se vidi to, koliko je ogledal. In recimo, jaz sem dala, prej je bilo, ne vem, zdaj čistko iz glave, 19,000 ogledov, pa smo pa, ne vem, mislim, da 2 meseca nazaj, ko sem zdaj veliko bolj, smo vsi engageni na socialnih omrežjih in smo dali to še enkrat ven in bilo, ne vem, tako v 2 tednih pa 500 ogledov več. Prej pa v 2 letih nič. In jaz mislim, da te to lahko, da tudi če je izdelek ful dober, te lahko to ubije. Zato, ker tudi Facebook, vse te algoritmi itak grejo vse na to, da ti plačaš. Ja. Sploh Facebook, sploh zadnje cajte, no, iskreno. Pa še skreganje z YouTubeom in moraš to, kar dela Jože, da da v prvi komentar link, mislim, bedarija je, no. Ja, je, ampak plus tako je. Plus to, da je RTV scancel, čeprav zdaj spet nazaj baje oddaja za spote in to je bila pa tudi tako edina oddaja, mislim, da na slovenskih televizijah, ki se je vrtela, tako vse komercialne nimajo. Ja, da so prav video spoti. Ja. Čeprav, veš, zdaj je vse na YouTubeu, ne. Vse to je res, ne, prej sem mislil, da me boš vprašal, kako se počutim, kad dam nekaj svojega gor in pol vidim komentarje od spodaj. Ne, to me pa veš, klepa mene ne poznaš, ne. Jaz ti to čisto iskreno. Jaz sem človek, ki je zdaj že v 2 medijih, v katerih delal kino komentarje, tako da imam pa zelo oster pogled na to, tako da panike. Aparatus jih namreč nima, ampak v redu, ja. Ja, tako da ne, to pa... to je pa, zanj sem pa res poslušal jaz sam podcast poslušam, ker pač še enkrat to ima življenje. Je pa res imel ta Max Temkin, ki sem ga tudi imel v aparatu solan, mislim, prejšnjo sezono. Je ful eno pametno stvar rekel, da na netu, če se kdo nate sprava, imaš pravico tudi nič reči. Da to niso toliko sodne stvari, a veš, kjerkoli v resnici. Lahko si tudi sam tih, pa bo šlo mem. Tako. Jaz se na koncu gre res vse mema, ne? Sej, ne, ampak se mi zdi, da moraš parkati čez ta cikl lit, a veš, pa parkati se zajebati, pa nekomu odgovarjati, da te izuči, po moje, no. Predvsem moraš po moje dobiti malo trdo kožo, pa se ne ukvarjati z ljudmi, ki, kakor sem rekla prej, vsak lahko naredi profil, kjer komentira, sam poglej ta MMC, no.
ali pa katerkoli drug medij, kjer ljudje take stvari pišejo. Kjerkoli so komentarji. Ja. Kjerkoli so komentarji. In pa največja groza, ki obstaja, je to, ne, da resmo na YouTubu, to sem jaz zdaj zadnje cajte videl, na YouTubu je ful mladih, ne, res je veliko mladih ljudi tam. Ne. In se tudi, vse so tudi mladi ljudje, so lahko grozni. Ne. Ampak se mi zdi, da imajo že to neko brenzo, eni ne, ampak eni pa imajo to neko brenzo, pa je tako skoraj bolj znoslo, kot tam, ki generacija 50 plus. Ki je pa internet tako kasneje padel, pa mislim, zdaj me pa ben ne vidi. Veš, kaj že ne? Tako, res mislim, da je ful razlika. No. Vse je, čeprav mislim, da najhuje to, ker te starejši ljudje, da se lepo izrazim, grejo na ta socialna omrežja in potem vse komentirajo in dajejo dejansko ven vsa svoja čustva, čeprav mogoče ne bi bilo treba. Je zato, ker mislijo, da je to Neverland. Ne? Oni ne razumejo, da je to v bistvu tudi life. Sam res se naučiš, ko je enkrat na internetu, je zavedno na internetu. To pa vsi vemo. To pa, mislim, upam, da zdaj to že vsi vemo. Ja, jaz mislim, da ne. Ampak, jaz to mislim, da ne. Okay, naprej pa gremo že na hardware, pa na software, to vem, da se veseliš. Še eno stvar, ki pa pol vedno vprašam ljudi, ki delajo, ne, pa zdaj, ki si proper režiserka, dej 3 filme. Ne najljubše, ne uniki so ti najboljši, dej mi 3 filme mi dej. Tvoje 3 filme. Poljuben vrstni red, ni treba 1, 2, 3. Sam 3 filme, ki jih večkrat gledaš, zato ker so ti tok fajn. Tak je to mene, mene ne zanima to je pa meni najboljši film, to me ne zanima. Mene zanima to, kar ti, zdaj, ker sem videl, ker sem res pregledal čist preveč tvojih stvari, ker sem to pripravljam. Ne, pa to, njih pa tudi malo, iskren. Okay. Ampak hočem tako reči, zanima me, kva ti večkrat gledaš. Razumeš, filme, ki jih ti večkrat gledaš, zato so ti fajn, pa 3 hočem. Ok, čeprav zadnje čase sem futbol v serijah, ampak dobro, pojma na filme. V bistvu iskren za nalaž filme vprašam, ker se mi zdi, da pa serije lahko tako, pa ta 1 sezona, pa 1 sezona, pa to ne. Film pa stoji ali pa ne stoji, zaradi tega to vprašam. To je res. Po moje, da sem največkrat v življenju pogledala Gone Girl. Ta Fincher to zadnji? Ja. Kva? A res? Ja. Okay. Jaz mislim, da sem ta film gledala tako 9-krat zaporedoma. Oh, wow. Res, ker mi je Rosamund Pike mi je tako, tako neverjetno mi je. In še Affleck, ki ga drugače ful ne maram. Mislim, ne maram. Okay. Mi je tako... Neko personality ima, kar je pri njemu uspeh včasih. Ja. A res, Gone Girl, ok. Mislim... Ne, pa nič slabega, sam tako, ja, fair enough. Sam to ni več toliko, mislim, to je že nekaj časa nazaj bil ta film, ampak meni je tako, ne vem... Ja, pa Fincher je, ne. Bolj tehničnega človeka pa moje ni, ne. Jaz njemu se ne bi hotel, nisem pogovarjal, resnic, jaz ne vem, kaj je, on ni ok. Ful so mi dobri njegov film. Jaz mislim, da je mogoče Zodiac, mogoče njegov najboljši film, ne. Tako, ker je pač, ampak on po mojem mora biti, on mora biti tako, kot ti Kubrick, to mora biti neznosni ljudje. Da ti lahko toliko cajta, toliko dobre stvari dostalaš, jaz ne vem, če se da z njim pogovarjati. Resnic, sorry, povej, drugi film. Najbrž. Jo, zdaj imam v bistvu 4 v glavi, ne? Ok, daj 4, komod, res ni. Ne, zdaj sem začela razmišljati, ker si mi rekel, pa sigurno bom, polka bova nehala ta pogovor, da tako fakt to bi mogla reči. Ne. Tako moj comfort film je Harry Potter prvi del. Jaz tam nisem gledal, ok. To je, jaz sem odraščala s temi knjigami. Pa ni ta prvi, ta najslabši, ki ga je on delal, ki je Home Alone delal. Niso pol bili neki normalni režiserji, pa je bilo ok. Ja, ampak to je tako že za, ok, Harry Potter. To mi je tako blizu. A to je samo Harry Potter, samo reče. In Kamen modrosti je v slovenščini. Kamen modrosti, yes. Ne, pa se vem, da ljudje, a veš tako, ko sem šla na sprejemce in si mogel tam napisati svoje najljubše filme in pa sem tako, fakt, zdaj moram pisati neke umetniške filme, ki jih itak ne poznam, ampak kaj, da jih bom napisala. Ker bi sem bila sam tako, zakaj nisem napisala tisto, kar sem takrat gledala. In dejansko je to, ker če pogledaš te filme, Oskarja so dobili samo enega na koncu za vizualne efekte, ampak meni so te efekti v vseh teh filmih so mi super. Ja, jaz nimam noben. Bil sem pa v Los Angelesu na Universal Studios Tour, ki imajo cel ta grad, ta šol, kaj je Hogwarts, ja. Je cela je narejena, pa cel en mes dran, meša se. Punci mešal se je, ko ona to bere, jaz sem bil pa zraven. Pa res, nobene slabe volje, ampak nikoli nisem bral in imam nobenega konekšnja, da ne vzgledal, da disam. No. Ne, mislim, če sem se kaj naučila, je to, da imajo ljudje svoje okuse in da se res ne bom obremenjevala s tem, če nekomu nekaj ni všeč. In ko človek dela video stvari, pojdi s tem občutkom naprej po življenju. Ja, hvala, to je drugače ful dober nasvet sami sebi, čeprav se ga zelo redko držim. Poslušaj, pol to, ko vam prišlo. Ajde, tretji film. La La Land. To pa še nisem gledal, še zdaj ga nisem gledal. Ljudje ga ful ne marajo, ampak jaz imam ful rada muzikle. Okay. Muzikale v slovenščini. Ja, muzikle.
In jaz mislim, da je on, pa zdaj, če se, pa ne omenjam zdaj to, da je moj najljubši film, ampak en film njegov prejšen, ki je bil ta ritem norosti, mislim, da v slovenščini. Pozabila sem, Whiplash. Whiplash, a to je isti človek? Ja. Ok, Whiplash je pa cool. No, in jaz mislim, da je La La Land tako tehnično na zelo visoki ravni. Tako menjava svetlobe, gibanje kamere, tako meni je to super. Dobro, se zgodba je cheesy, pa itak, da je, če je Hollywood, pa to, ampak ne vem, jaz mislim, da je super film in tudi tega sem pogledala po moje, da ne 7-krat. Čak, zdaj me ta štirka zanima, ker smo šli Gone Girl, Harry Potter pa La La Land, to je čisto hodo, daj povej še enega, ajde. Zdaj sem pozabila. Ne, ker sem ga imela v glavi, ker vem, da sem prav rekla, da bom rekla en musical, pa joj, ne vem, lahko ti povem najljubši slovenski film. Fair enough. Tistega lepega dne. To reda. Ljudje ga sicer ful ne poznajo, veš, koliko ljudi jaz vprašam, tako, ko se pogovarjamo, pa ga ne pozna, pa meni je to taka katastrofa, ker je to tako pa super film. Sej slovenski film premore dejansko ene par tok ležit stvari. Razumeš, res tok ležit stvari. A veš, kaj je Urša rekla na zaključni podelitvi FSF-ja? Rekla je, da so vsi prepričani, da je slovenski film negledljiv, kar pa ni res. Ne. Veš, kaj pa je, no, da je to še reče, pa je res gre na Harvard, se take stvari rad pogovarjam. Butenskala, ne? Si kdaj gledala ta film? Ne. Dej, če hočeš lep slovenski film, kako je posnet. To je kičast. Jaz sem ga videl v Kinodvor, dejansko sem nek print videl, ne? To je brez zajebancije, wow, res, tako, to je ena lepših stvari, tako res, kako je narejen, pa set, pa norci, film je pač Butenskala, to je bolj abstraktne komedije, mislim, to moraš poznati in ereš in vse živo, ne, ampak god damn, kako je pa tisto posnete, pa noro. Res, to imam jaz prav v glavi, mi je zapekel, tako da ja, jaz nisem mnenja, da ne bi bilo gledljivo. Najljubši del podcasta. No, pa je vam. Kjer telefon imaš? iPhone 8. 8-ka, v redu. Komp? Komp imam pa MacBook Pro, Touch Bar 13 inča. S Touch Barom, ok. USB-C, dongle, koliko imaš donglov, koliko imaš konverterjev? 2. Kjer ga? Kaj imaš? Ethernet imaš zihar? Ne? Ne, imam enega, ki ima gor en kup stvari. Aha, tako je, ki ima več. Ja, pa imam enega, ki je sam za USB, ki mi pol ven štrli iz računalnika, ki se res smešen. Ne, ampak kam gre ta svet, to je pa Apple tako največji dokaz za to. Največja bedarija. Kupila sem ta telefon, ki je bil narejen pred mojim računalnikom. Vem, kaj boš rekla. A za slušalke? Ne sam, no povej. Ne, ta vhod je pač, dobro, zdaj ljudje, če ne vejo, Lightning pač. Ja, ima ta vhod. Ja. Potem pa kupam računalnik 1 leto potem, ali par mesecev, ki ima navaden vhod za slušalke. In kaj, zdaj moram imeti jaz 2 slušalke, zaradi tega, ker se je Apple odločil. Ja, v bistvu je še hujše. Jaz ti lahko to razložim, zakaj je tako, ker to je pa moj fah, ker so tehnologiji pišem že 10 let. Pač Lightning, ne, je njihov proprietary, pač to je prosto, to ima sam Apple, ne. USB-C je pa univerzalen standard, ne. Ampak kar je hujš, pusti slušalke, ne. Kar je hujš je, da potem iPhone, mislim, da to ta letošnji kabel, ki ga ti dobiš z iPhoneom, ne, nima USB-C-ja na eni strani, ne, oziroma nima, mogoče letos je že, moram prav preveriti, nima USB-C-ja, ne, ampak si imel USB-A, unga, ta navadenga, ki je šel v polnilce. Veš, da bi saj rekel, moče lahko pa telefon polniš z laptopom, tudi to ne, tudi to ni šlo skozi. Mislim, to je ta kapitalizem, no, za vse je treba plačati. Ne, oni so tako ti mi rekel, Maci za Apple so v resnici relevantni. Kakor je iPhone velika stvar, so Maci tako, veš, to je tako, če bi gledal firmo, to je kada pa veš celo kolinsko gledal, ne, Maci so, a veš, čunga-lunga. Veš, neka stvar, ki je bila včasih ful, zdaj jo pa delajo zato, ker glih na morju je še čisto kint. No. A veš, zaradi tega je to tako. To moraš na iPhone moraš gledati kot čist na neko, veš, ljudi, ki imajo Maca, je 7 v resnici, naprem ljudem, ki imajo iPhone. To je razlika. To je res, čeprav jaz sem bila skozi na Windowsih, ja, res, pa so se mi kvarali, mislim, računalniki na polno in potem sem Sam laptope si imel. Ja. Ne, če si kupil, koliko si pa dala za Windows laptope?
V kjer mora biti? Zadnji je bil Jurija pa pol. A ja, ok, to si me pa presenetila. Kjer pa je bilo to? Asus je bil. A res? Okay. En 17-inčen, ki sem si ga kupila, Ja. ko sem začela montirati na faksu. Zato, da bo velik zaslon, ker je bilo Pa zato, ful da ga lahko s sabo nosim, Ja. ker je bil pač, mi smo živeli na faksu. In tisti laptop se je meni skozi kvaril, skozi. Ne. In pa Ne, se- lej, MacBooki so najboljši laptopi. Pač to sploh ni, to ni tako, da ta pa ni. To so najboljši laptopi. Jaz sem čist na Vincih v resnici, ampak jaz imam kište, jaz laptopa nimam. Veš. Imam enega Chromebooka, tako da tam, to je čist separat zgodba. Ej, kaj zmerno vprašam, tablico ali pa Kindla, kaj imamo, ali ne? Ja, iPada. Aha, kjer ga? Joj, dvojko. Oh, Se ga ne uporabljam več, ampak imela sem ga, to je bil edini, ki sem to, ga to mi imela. vsi rečejo, da rečeš, v bistvu zato sprašujem, ko si tako, ja, iPad, ne, sem ga imel, zdaj ga ne več, to je to. Mislim, ne rabam ga, ker Ja. imam laptopa, ki je zdaj tako tanek in mali in lahek, da ga lahko vzamem posod, pa imam telefon. In To si vse si povedal. To je. Okay, zdaj pa lahko telefon v roke vzameš, 5 aplikacij, ki jih dejansko uporabljaš. ne, to mi bo zdaj full bad. 5 aplikacij, ki jih dejansko uporabljaš. Mail, Okay, kar Apple mail imaš. ja. Okay. Ja, Instagram, Facebook nam zdaj lagala. Ne? Ja, no pa se, hvala Bogu. Okay. To so že 3, le še 2. WhatsApp, Okay. To je tudi Facebook, drugače, to veš. Ne? a WhatsApp. Ja, A res? je tudi od Facebooka. Ne, nisem vedela. Vedela sem za Instagram, nisem vedela za WhatsApp. Ja, zaenkrat je še end-to-end encrypted, ampak ne bo trajal. Sam povem. Nekaj noro mi je, koliko ljudi to ne ve. In to že par let. Nisem vedela. Ja, to je vse njihovo. Tako res in grozen. Ja. Jaz sem ga ful uporabljal, sem šel pa na Signal. Tako sem kar preusmeril kolege, sem še eno družbo na WhatsAppu, pa ne gledam več. V glavnem še enega ajde. Spotify. Ilegalno v resnici, ampak fair enough. Ne? Mislim, ni ilegalno, teoretično, ker sem si ga naredila, ko sem živela v Španiji. In, To pa je, ne? in potem sem prišla sem in pol ta VPN uporabljam samo, da preklopim, da se- sem nekje. Ja. Kjer VPN pa uporabljaš? Tunnelbear. Tudi škatljiva postaja, sam povem. res? Ja, Tunnelbear je pa McAfee kupil. Sprav tega antivirus delajo. To moram zdaj potem vse. Ja, ne, mejga, ker res ni taka panika, ampak boljše je bilo, ker so bili to Kanačani, no. Zdaj so pa ameriška firma. Aha. Tako da to je kar podatek, no, v resnici. Tako, sam povem, no. Tunnelbear bom tudi napisal. Jaz sem si zdaj plačal, A Tunnelbear. ne, enega drugega. Je pa da mi pove, da bom vedela. Čak, kjer je ta glupi mema, čak, IVPN je. IVPN. Ja, IVPN. Ok, bom pogledala. Sem ga... Sem zdaj ful ljudi na ta Tunnelbear napeljala, tako da zdaj moram samo povedati, da ne. Ne, mislim, ni tako, da je bed, ampak prej so bili oni res kot neka kanadska firma, ki je tam obstajala, razumeš, pa jih je pa kupil, veš, McAfee, ljudje, ki delajo antivirusni program, ki je predložen na Vince in so vsi tako, pa Američani so in so pol vsi zjučni ratalne, ko bojo oni s tem naredili, veš, tako. Okay. Zadnje vprašanje, ki je vedno isto. Ena fizična stvar, ki je stvar, ne sme biti človek, spravo ne moreš reči babi, ki je naredila vtis na tvoje življenje, lahko jo še imaš, lahko jo nimaš več. Kaj bi to bilo? Kaj bi izpostavila? Ni napačnega odgovora. Ne živim za te. Zato sta podcast delam. Povej. A pa bom mogla večkrat pihati. Ne samo nekaj na koncu, zato živim. Povej. Imela sem obdobje v življenju, ko vsakeč je bila neka stvar, ki mi je veliko pomenila. Recimo, ko sem bila mlajša, sem bila čisto navdušena nad tistim radijem, ki je imel kasete. To je čisto ležit odgovor. No, ampak to zato, ker sem si jaz, ko sem bila mala, sem si skozi presnemavala iz CD-jev. Ne, čakaj, Ne, iz gramofonske. Ne. Ne? To uvir, da to je. Ja, vem, kaj sem delala. Presnemavala sem si iz kaset na kasete glasbo, oziroma z radija sem posnela na kaseto in potem presnela na eno drugo kaseto. To je bil meni cel žur. Ja, in prej si rekla, da si šla pa ekonomijo še delati. To je kar v redu. Tebi se veš, da se je cel live kazal, da boš na eni točki vsaj montirala, no, tako bom rekel. Ja, če nisem vedela v resnici, kaj to pomeni. Jaz bom mirno bom za ta odgovor napisal kasetar. Okay, mirno. Kar si bila v aparatu, so najlepša hvala. Hvala tebi za povabilo. Reče adijo. Adijo. To je bila 173. epizoda Aparatusa. Tino najdete v bistvu na internetu, napišite Tina Novak, režiserka, pa boste najdli vse njene videe
Pa imaš tudi svoj IMDb page, kar mene zmeraj ful zabava, ko imajo ljudje svoj IMDb page. Jaz sem na Twitterju in na Instagramu ZT, tako da mi lahko tam težite. Sicer pa še enkrat ful hvala vsem, ki podpirate Aparatus. Če tega niste naredili, to naredite tako, da greste na aparatus.si pošiljnica podpri. Pa delite tale podcast, če vam je bil všeč. To tudi pomaga, da ga še kdo sliši, če mislite, da poznate koga, ki mi je bil všeč. Tako da to je več manj to. Do naslednjič, nasvidenje, kako nasnidenje, ne vem, kaj govorim. Ok, čau.